Lepo pozdravljeni v Umetnostni galeriji Maribor. Meni je ime Urša in z mano je Dagi. Tako. In danes vam bomo predstavila ene zelo zanimive umetnine, ki imajo nenavadno ime. Ime jim je Grizliji. In naredil jih je kateri umetnik? Boš ti povedal, David? William Jakopin. William Jakopin jih je naredil in sicer zelo dobro, David me je opozoril, da moram povedati, v katerih letih je nastalo. Boš ti povedal? V letu leta 1985 in v letu 2000. Tako, torej med letom 1985 in 2000 so nastali tile Grizliji Williama Jakopina in jih je naredil več kot 80. Seveda tukaj na razstavi, več kot 80. Tukaj na razstavi jih sicer imamo samo nekaj predstavljenih. Pri teh Grizlijih pa je zanimivo, da so narejeni iz različnih odpadnih materialov oziroma iz različnih naključnih predmetov, ki jih je umetnik našel, ki je jih lahko recimo mogoče našel. David? V smeteh, v kantah, ali pa v kakšnem predalu neuporabnem domu. Ali pa celo v kakšni garaži, ali pa ki je zavržen. Ali pa ki je zavržene, ja, takole. Iz česa pa so sestavljeni? David, kateri Grizli je tebi najbolj zanimiv? Različno, vsi so mi. Najbolj zanimiv mi je ta, ostali so pa mi taki ful čudni. Ja. Vsi da bi imel gor eno jajce. Ja, ampak kaj je to? Je to jajce? Daj dobro poglej, kaj bi to lahko bilo? Ne vem. Kaj bi to lahko bilo? Dajva dobro pogledati. Kamen. Kamen je, ja? Iz česa pa je še sestavljen tale Grizli? Kar pogledam. Mehanizem, iz občenikov pa iz tega. Ja, res? Kaj pa tale stvar tu spodaj ti je kaj znana? Ha? Iz česa je pa podstavek naredil William Jakopin? Ne vem. Meni se zdi kot zamašek, ha? En odmehčalca mogoče? Ne? Nekaj kaj drugega, nekaj je odrezal mogoče iz kakje flaše dol. Iz kakšne steklenice mogoče celo odrezal, ja? Tako. No, iz česa pa je tale narejen, ki je tebi najbolj všeč? To je moj najljubši predstavljaj, Ja. ko sem prvič videl. Ja, To se mi zdi, kot da je nekaj delovnega enega avtka, ki se je imel v tistem času, pa taki, to pa mi zdi, kot da to pa je motorček pol, to pa zgor pa je tako železo zvito, pa iz žice je narejen taki srček, da zdi, kot da je razpolovljen, pa je nared. Tu pa so pol gor, tu pa je pol taki špic, ki pa zdi, kot ono merilec za veter. tako. Torej vidimo, da, ja, Ta pa zdi bolj kot tank. Tako. Zdi, kot da ima kolesca, Ja. pa se vozi, kot da neki bodiča, to pa zdi, kot da je en konj. Tu ima kot da rep, tu ima pol za jahati, tu ima glavo, tu pa ima ono za jahanje, da lahko jahaš ti. Zelo zanimivo je pri teh Grizlijih tudi to, zakaj se pravzaprav imenujejo Grizliji. Tu je v bistvu tudi ena taka ekološka nota. Ne? Stvari, ki jih v bistvu ljudje odmetavamo, ki jih mečemo, ki nas bodo na nek način nekega dne morda tudi ugriznile ali požrle. Ne? Imamo oceane, vemo, da so že celi otoki plastike nastali recimo v oceanih. Recimo, Ja.
kje pod morji, kjer so celo lahko ribe umrle zaradi plastike ali pa so zataknile in niso mogli jeti hrane. Točno tako. Torej nas te grizli kar malo res grizejo in spominjajo na to, koliko stvari v bistvu ljudje puščamo za sabo in jih ne uporabimo znova, pa bi jih morda lahko. Kaj misliš, bi se dalo kaj takega tudi narediti, bi tudi midva lahko kaj takega naredila? Seveda lahko, zdaj moraš naprimer odpadne materiale najti pa Ja, torej bova midva tudi pokazala otrokom, kako se da iz odpadnih materialov nekaj narediti. No, lahko narediš iz papirja, Ja. lahko karkoli No, narediš. bova se sprehodila v našo pedagoško delavnico, pa bova tam poiskala nekaj takšnih zanimivih odpadnih kosov in vam bova prikazala, kako lahko tudi sami naredite svoje grizlje. Tisti grizlji, točno tako. Torej, zdaj smo se preselili v našo pedagoško delavnico in tukaj vam bomo eno tako čisto kratko navodilo, vam bomo zdaj dodala, da boste lažje ustvarjali doma. Torej, prej smo se pogovarjali o tem, da je William Jakopin naredil svoje grizlje iz različnih naključnih predmetov, ki jih je našel doma, ali pa mogoče kje drugje. In nekaj takšnih naključnih predmetov sem vam tudi jaz pripravila, oziroma midva z Davidom, pa bomo kar pogledala, kaj imamo v tej škatli, ali boš kaj vzel te škatle. Imamo neko čudno snov. Čudno novo, ja. Imamo neko pregrinjalo. Pregrinjalo. Taki, zdaj kot neke vrste lesene noga. Ja, pa potem tulec. Iz česa pa je to narejeno? Iz plastike. Plastično je. Kaj še imamo? Čakaj, David. Lesena palca. Aha. Kaj pa imamo tukaj? Okrasek. Novoletni okrasek, recimo, pa kaj še bova potrebovala? CD. CD je star, točno tako. Mislim pa, da imamo za enkrat kar zadosti, David. Pustiva še mogoče nekaj predmetov, da bo morda lahko še kdo naredil, kaj ljudi. Midva pa imamo za enkrat zadosti. Pa tukaj sem še našla, no? Pa še en takšen naredil. In zdaj bomo midva iz teh predmetov, vsaj nekateri, ki smo jih našla, ki smo jih prinesla, poskušala tole narediti enega takega grizlija. Ti si imel prej idejo, David, da bi tega grizlija, kam bomo tale okrasek, Ta okrasek bomo tu okoli namazali. Zlepilo. Tako, pazi na prste. Doma lahko uporabite, če imate tole pištolo za vroče lepilo, je sicer idealno, sicer pa si lahko pomagate tudi z lepilnim trakom ali s takim univerzalnim lepilom, morda tudi s kako vrvico, da zrežete, ne? Torej, Problem je. ja, zmanjkalo. No, bomo pa dali novo palčko, nič hudega, ker to se zgodi. Bomo stavila novo palčko, pa bomo poskusila še majčkeno. No, odlično. Tako, torej David že dela grizlija in povedal je, da to profesionalno obvlada. Tako, torej vidimo, torej imamo čisto različne predmete, ne? Okrasek je narejen iz stekla, ne? Tale tulec, No, nekateri so tudi iz plastike. in nekateri so tudi iz plastike, tale tulec pa je plastičen. Torej vidite, tako kot William Jakopin zgoraj, lahko tukaj na delavnici kar kombinirate kakršnekoli predmete, kakršnekoli materiale in jim v bistvu dajete neko novo vsebino. Tako, kaj bomo pa še zdaj rekel, da bi ga obleko, ne? Tukaj pa imamo recimo še blago, bova še z blagom kombinirala. To namazati. Če imate slučajno iste materiale, tu zadaj namažite. Da bo držalo, ne? To bomo Oziroma poskrbeti. okoli. Okoli bova namazala. David, pa se ti ne zdi, da se ti bo vroče lepilo prehitro strdilo, če boš ga okrog in okrog namazal? No, bomo poskusili. No, tudi doma lahko malo eksperimentirate, vsekakor pa, če delate z vročim lepilom, je morda dobro tudi kakšnega odraslega prositi za pomoč, ne, ker se da kar zadevo kar precej opeči, ne. Tako, gre pa tudi z lepilnim trakom ali čim podobnim, ne. Tako, David bo zdaj tega grizlija v obleko. Tako. A mu lahko jaz naredim obraz z glavo? V grizliju? Boš ti? Kaj bova z tega CD-ja naredila? Ne vem. Ne veš še? Najprej še moram narediti tako, moram še naprej pogledati obleko. Obleko. Tako. Tako da moramo potem počakaj, da se malo streli, med tem. Ja, medtem bova pa kar nadaljevala. Gledaj, če lahko za roke. Za roke ti malo razmisli. Zdaj si varnic lahko.
lahko uporabiš za roke, pa bom jaz bom pa naredila glavo, tako da bo to skupni izdelek. Tako, torej obraz in glavo, tukaj bom uporabila rabljen CD. Enega za drugim nalepimo. Ja, no, enega bom jaz pritrdila, tako, enega boš pa še ti, kje imaš pa drugo idejo, da bi Na drugega bomo pa zalepili najprej en magnetek. Magnetek, vidite, torej da se res karkoli uporabi. Mogoče David na drugo stran, da se ne bo vidno, kaj piše na CD-ju. Tako ga bomo obrnila, dobro ga namažeš. Sveta morate paziti, da ne gre mimo redekaj po rokah. Ja, kar zapeče, ne se čuti prej, kako zapeče. Ne, no meni jaz sem se enkrat navadil, pa mi ni šlo več nič. Aha, kaj bomo uporabljali tudi tale gumb? Seveda, Ja, to lahko drugo očka, ne? Tako? Ta Ne, tega pa nimam več, torej se je treba znajti, ne? Če najdemo samo en predmet, potem je pač treba se znajti in poiskati še kakšnega drugega. Tako kot William Jakopin, ki je res iz vseh možnih vetrov našel v bistvu materiale za svoje grizlije. No, jaz bom pa grizlijo naredila usta, dovoliš, David? Ja, usta bomo pa prilepili raz in potem ga bomo kar pritrdila gor na takole. Evo, tako. Torej, zdaj imamo takšen obraz grizlija. Vidimo, malo nam bežika, ne da? Tako eno očko ima malo zaprto, eno pa odprto. Kam bomo pa prilepila, David, tega? gor na tega. Na tega, dobro. Torej bomo namazali z lepilom, to bo zdaj en skupen izdelek. Vi pa seveda lahko res z starši tudi doma sodelujete in delate skupaj. Tako. Kako si pa s temi barvicami misli, David? Ja, malo si se spekel, ne, prstke, nič hudega. No, potem pa bomo tega grizlija kar pustili takšnega, kot je. Ne še? Ti bomo nalepili na vsako stran tako rokice. Aha, torej sem dobila zdaj navodila, da moramo vsako stran zalepiti roke. Torej, ko smo gledali enega izmed videov Williama Jakopina, se lahko spomnimo, da je tudi on uporabil pri enem izmed grizlijev košček barvice oziroma svinčnika. Tako da, recimo, lahko na ta način naredimo eno tako postavo. Torej, imamo tudi mi tukaj enega grizlija.